letno tiskovno konferenco in da ste tudi pripravljeni, torej naše obstoječe in tudi prihodne obiskovalce obvestiti o tem, kaj v letu 2025 pripravlja novega javni zavod za projektni poučilni fond. Najprej bi želel pozdraviti naše goste, če dam prednost damam. So tukaj gospa iz pošte, se pravi naš primerno zvezno grad, torej se mora kosati šavora. Potem imamo skrbnice javnega zavoda Ministrstva za kulturo, gospod Barbara Lakaš. Potem je doktorica Zdenka Čebašek-Klavnik, naša strokovna sodelavka. In kar se tiče moške postave, imamo danes med nami še enega predstavnika Ministrstva za kulturo, in sicer iz službe za investicije, to je skrbnik pogodbe za energetsko sanacijo, gospod Tomaž Kukovica. Potem imamo gospoda, ki je pri Lions klubu površen za slepe, slabovidne in gluhe, to je gospod Aleš Polanjko. In kar se mene tiče, bom zelo kratek z uvodom. Običajno povemo kaj zelo kratkega za nazaj in potem se osebinsko osredotočimo na to, kar bo prineslo leto 2025. V rubriku Močni potok smo zadovoljni s tem, kako se je leto 2024 zaključilo. Torej, izpolnili smo praktično vrsti program, ki smo ga najavili Ministrstvu za kulturo. Letos smo finančno zaključili s presežkom prihodkov nad odhodkov. In tisto, kar se nam zdi pravzaprav največji dosežek, da smo spet dosegli rekord po obiskanosti, se pravi v letu 2024 je v Bartovstvu vstopilo 349.968 ljudi. Se pravi 350.000 vstopov v spomenik oblikovane narave, oziroma kulturni spomenik državnega pomena. In s tem se nekako uvrščamo med najbolj obiskane kulturne ustanove v Sloveniji. In smo tudi že med prvimi 10 najbolj obiskanimi turističnimi cilji na področju, torej širšem področju kulturne dediščine. Upam, da bodo tudi naši, bom rekel, nadzorniki kakšno stališče do tega zauzeli. Zdaj, prva stvar, ki se je letos zgodila in ki jo predstavljamo v javnosti, je prenovljen francoski vrt. S tem se je vsebinsko ukvarjala moja sodelavka Mateja Raževski, pomočnica, in prosim, Mateja, če lahko predstaviš. Skratka, prenova francoskega vrta veliko mogoče pot. Težave s pušpanovimi živicami v zgodovinskih vrtovih so že kar nekaj časa bili lase evropskim vrtnarjem in tudi arboretum Volčji potok ni bil izjema. Za vzdrževanje stanja se je porabilo veliko časa in sredstev, vsako deževno obdobje pa je to vzdrževanje samo še poslabšalo. Belgijsko podjetje Headplant je leta 2007 začelo iskati odhodne sorte pušpana na glivično bolezen pušpanov užik. Izmed 200 sort so izbrali 4 najboljše, jih več let testirali in jih nato razmnožili ter pripravili za prodajo. Leta 2020 so predstavili to novo sorto in z njimi smo se prvič srečali na sejmu leta 2022. Proti užigu odhodne sorte do letošnje sezone še niso bile v prosti prodaji. Z letošnjo sezono pa bojo te sorte prodaj in tudi v vrtnih centrih arboretuma Volčji potok. Vsem prisotnim dober dan, pozdravljam Ministrstva za kulturo. Čast mi je biti skrbnica zavoda za arboretum Volčji potok, ki se iz leta v leto bolj strokovno in bolj zaljubljeno loteva vseh programov in projektov, ki jih na Ministrstvu za kulturo koliko dlje lahko upoštevamo. Problem pušpanovih živic ali pa okrasnih elementov, delov z osnov historičnih vrtov, so imeli probleme že pred zadnjim pušpanovim žigom in že takrat, ko je rovarila povsod po Evropi pušpanova vešča, smo se resno pogovarjali o njegovi zamenjavi. Vendar je bilo, kot tudi v drugih parkih, vedno vprašanje,
Ali smemo v zgodovinskih parkih enostavno zamenjati neko historično mesto? Vedno je treba upoštevati, zakaj in kako je bila izbrana, in konec koncev ima tudi zaradi svoje starosti in pojavnosti iz 200 let nazaj svoja vrednost. In to v zgodovinskih parkih zasledujemo. Zato mogoče se takrat nismo lotili tega projekta. Potem pa je čas dozorov, ampak na drugi strani se je pojavila tudi nova bolezen. K sreči pa je problem naslovila že ta priprava oziroma raziskava in da je bila pripravljena posebna vrsta, ki je odporna za ta puščani žig in se je lahko odločil za nakup. Mislim, da je pokvarno, ali pa mora biti tako, kako so se lotili v Arboretumu. Pregledali so se mogoče zgodovinske vire, povezali so se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, naredili so projekt, ga uskladili za pristojnim konzervatorjem in se projektno lotili zamenjave. Vključili so tudi obveščanje javnosti, ker tudi ta del ni zanemarljiv in nas je precej skrbel, da ne bi sprožil vale ogorčenja, kako posegamo v tako zgodovinsko zasnovo, pa vendar je Arboretumu uspelo. In sedaj bomo vsi skupaj z zadovoljstvom gledali, kako nove rastline uspevajo in kako bomo poustvarili videz zgodovinskega elementa tega parka, ki pa seveda, kot vsi zaznavate, je zelo pomemben del parka Arboretuma. Zdaj, morda bi samo še dal stavek o prenovi Puškinega vrta. Torej, v načrtu imamo tudi pripravljeno dokumentacije za drugo fazo, ki bi želeli tudi okolico tega, kar je že upravljeno. Namreč ta vrt je bil dejansko poseben zaradi oblike obrobnih poti, ki so imeli, kako rečemo, linije ženskih bokov. In je bil torej ta park mnogo bolj mehek in tudi unikatni, kot tudi danes so se stvari zaradi enostavnega vzdrževanja poravnave. Tako da računam, da še ni zadnja časa pri tej ukrepenju. Zdaj, naslednja točka je energetska sanacija treh stavb v Arboretumu Volčji potok. Oktobra lani je Arboretum z Ministrstvom za kulturo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta energetske sanacije treh objektov. Torej, to so Kristala, galerija in trgovina. Zdaj, energetska sanacija galerije je z današnjim tem končana, torej vi ste prvi, ki ste vstopili v počiščeno nastavbo, ki je energetsko sanirana in tudi statično sanirana. Skratka, tole je za nas velik logistični, pa tudi finančni zalogaj. Skupna vrednost projekta je 1.184.650 evrov in polovica teh sredstev je zagotovljena iz nepovratnih sredstev, ki so tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Od preostale polovice bomo postavili prihranke iz prejšnjih let delovanja javnega zavoda. Ministrstvo za kulturo je obljubilo 15% svojega deleža, ampak podredno smo tudi dodali obljube, da bo ta procent na koncu večji in na koncu leta ne bomo imeli težav z finančnim zaključkom investicije. Zdaj, kaj vključuje energetska sanacija? Vključuje zamenjavo oken in vrat. Pri teh objektih gre tudi za izolacijo fasade. Potem imamo pri vseh zamenjavo energenta, se pravi, opuščamo kurilno olje in grelnike na elektriko in priklapljamo na toplotne črpalke. Torej, ta objekt, ki ga danes prvič uporabljamo, je sedaj ogrevan po sistemu zrak-voda in bo lahko uporabljen tudi pozimi. Namreč prej smo govorili za prvi novembr zapreti in potem še v spomladi odpreti, ker pač ogrevanje niti osnovnega priprek ni bilo. Ostala objekta bosta pa ogrevana s pomočjo geosond, ki so že izvrtene, mislim, da nekaj še 50 metrov globoko in tudi tam se že sanacija začela. Torej računamo, da bo pristala, se pravi, to je ta zgodovinski objekt, ki ga
opazite, ko se postopite v arboretum. Je po naših pričakovanjih zaključena čez mesec dni, oziroma z koncem aprila. Medtem ko se bomo lotili trgovine, takrat ko je prodajna sezona v depresiji, se pravi v začetku poletja. V vsakem primeru mora biti letos celoten projekt zaključen in to je tudi pričakovanje oziroma obveza, ki smo jo dali pri podpisu pogodbe. Javni zavod je tega projekta vesel, ker bomo z njim prihranili 40% pri ogrevanju, se pravi stroškov za ogrevanje. In pa tudi park bo dobil neko svežino, ker historične stavbe bodo z novimi počeli pač lepše zasijale v tem zelenem okolju, kot so doslej. Zdaj, to bi bil nekako moj hiter povzetek. Sem pa zelo vesel, da se nam je pridružil gospod Tomaž Vukovic. V naslednji točki se lotevamo tiste osnovne dejavnosti, ki je arboretum poleg tega, da ohrani zgodovinski park, mora upravljati. To je vodenje drobninske zbirke, se pravi rastlinske zbirke in pa njeno predstavljanje javnosti. Torej, mi smo že 2 leti sestavljali digitalno zbirko drobine in to stvar zdaj v dovolj velikem obsegu izdelana, predstavljamo javnost. Torej, digitalna zbirka drobnine je dostopna na našem spletnem naslovu in ima svoje iskanje. Se pravi, bolj si lahko iščemo vrste in sorte, ki so v našem parku posajene po desetih, lahko pa recimo za primer, uporabljamo iskalnik za celino, odkudar drobnina izhaja, in recimo iz Avstralije imamo samo en primer, to je bojevnega nobilis, eden od živih fosilov, in s klikom na gumb se lahko predstavite na profil tega drevesa. Zaenkrat so fotografije, če se le da, različnih rastlinskih delov in različnih letnih časov. In pa, kaj je zelo pomembno, imamo tudi možnost klika na lokacijo. Ok, gremo pogledati še en hrast, se pravi obrski hrast, ki so tudi zanimljivim imenom. To je predstavnik naše zbirke za prihodnost. To je drevo, ki je zelo odporno proti suši in pripeki in ga kot takega priporočamo tudi za ozelenjevanje mest. In če gremo pač, če kliknemo na slike, se nam pokaže detajl, kakršen ga vidimo v naravi in pa tudi vedno na neki podlagi, kjer je mogoče z merilom, ki je postavljeno ob rob, ugotoviti dimenzije lista, kasneje se pridružijo tudi še tudi rastlinski list. Zdaj, lokacija vzorčnega drevesa, kliknemo sem in nas predstavi na drug portal, ki je pravzaprav usporeden, ki omogoča prostorsko lociranost našega drevesa. Tukaj pač vidite, da je ta lokacija poravnjena, tu je vhod v naš park, skratka, s pomočjo tega digitalnega orodja, ki deluje tudi na pametnih telefonih, se lahko spokojite po parku in poiščete drevesa, ki vas zanimajo. Mi vseeno želimo bolj izpostaviti to našo vlogo botačnega vrta za rastline, kot smo jo zdaj, ker glede na to, da se tudi sodelavci dosti trudimo videti, kako delajo videc ustanove v Evropi, imamo zbirko, ki se nam je nikdaj samovati. Zdaj, potem recimo, če lahko tudi kliknemo na lokacijo, pa se nam bodo še reči odkriti recimo okrasna češnja in tako zdaj slika našega južnega dela arboretuma. Torej, vsaka pika je drevo, imate tudi osenčeno vertikalno kolekcijo krošnje, tako da so večja drevesa v proporciji narisana z večjo krošnjo za tloriso. Zdaj, ta drugi portal smo poimenovali Spoznaj drobnino arboretuma Volčji potok in če zvrstimo naslov, imamo po vodu potem 2 vhoda in če gremo najprej na tale arboretum Volčji potok, imamo tukaj drevesa za prihodnost in pa rozarij. Drevesa za prihodnost je eno od težišč našega delovanja svetovnega, ker v vročih in sušnih poletjih, katere se gostijo, je edino orodje, ki ostaja na razpolago za napraviti mesta bolj vitalne, prijetnejše ljudem, se pravi hladnejša in senčnejša, sajenje drevja, nekaterega koli drevja, ampak tistega, ki bo lahko obstalo. Zdaj, če gremo samo za to naprej, drevesa za prihodnost imajo vhod in potem imamo tudi spisek, torej rastlin, ki so pri nas posajena in počasi, torej to, kar je zeleno, so aktivne povezave, počasi bomo izpolnili vse. Skratka, ni še vse 100% delujoče, ampak če boste vsaki desetina tega, kar je na bolje absorbirali, boste zelo nekako vrtali dalje.
Zdaj, recimo, prvi javni na vrsti spet na enak način predstavljati. Zdaj, pri drugem ohodu, to so deli algoritma, imate pa torej predstavljene posamezne zaključene enote, to so bolj kot ne prizorišča. In če recimo kliknem na spodnji angleški park, je njegova znamenitev v tlorisu, vsa drevesa so vrisana in pa, kar je pomembno, tudi kratek opis, se pravi, kako je stvar koncipirana in katere drevesne vrste so tukaj izpostavljene. Evo, zdaj pa bi s tem zaključil, ker imamo vsemu omejen čas, da ne bi šli... Ki je pripravljena z namenom, se pravi, dobrega kontakta z osebo, ki ima demenco. V njej smo pripravili nekaj stvari, ki dišijo, se pravi, morda lovorov list, morda prepoznate, žajbelj, ja, in potem tudi sivko, ki smo jo dali v tak lonček. To je vse z namenom, da bi ponovno lahko tudi ljudje, ki so v takem stanju, ko izgubljajo svoj spomin, lahko ponovno poživeli morda kakšne stvari, ki so jih že nekaj seveda usvojili pa vedeli. V košarico smo s premislekom polagali različne predmete željo, da bi s posameznim predmetom vzpostavili stik z osebo. V košarici so predmeti na otip, naprimer žogica, v katero smo dali neko zadevo, ki je tudi recimo prijetna na otip. Potem smo dodali v košarico take predmete, ki oddajajo zvok, naprimer dva kamna, ki jih lahko skupaj potolčemo. Dodali smo tudi predmete, ki oddajajo zvok, kot sem že rekla, kot je sivka in lovor in žajbelj. V košarico je položen tudi zemljevid, ker seveda ta skupina ljudi z demenco niso slepi, tako kot bo predstavljeno potem z naslednjim gostom. V košarico smo dodali tudi besedila pesmi in tudi seznam pesmi, ki so seveda ali ljudske, ponarodele, ali pa jih pravzaprav vsi poznamo. In med preizkušanjem te vsebine košarice se je med sprehodom izkazalo, da se osebe izjemno dobro odzivajo na vse predmete iz košarice. Kakšne so zdaj naše ugotovitve? Ugotovili smo, da prihaja na teh sprehodih, ker seveda nismo imeli eksperimentalne osebe, s katerimi smo vzpostavili to pot, smo videli, da so zelo ljudje še vedno radoživi, radovedni, peli so. Potem v skupini se je pokazala izjemna povezanost in ljudje so se počutili tudi varno, ker so lahko tudi kakšne svoje zgodbe iz preteklosti povedali. In jaz bi rekla, da je to zabavno. Ja, mogoče bi jaz samo dodala še. V pripravi teh poti se poveljujemo z bodočimi uporabniki in organizacijami, ki so do zdaj sodelovali z našo šolsko skupino. To je Združenje Struničica, Shajna Slovenija, Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan in seveda Zveza Lions klubov. Načrtujemo pa še povezovanje z drugimi skupinami ranljivih oseb, s katerimi bomo prav tako predstavljali te poti. Zdaj pa prosim gospoda Polanka. Površeni za svet in slabovidne pri Zvezi Lions klubov Slovenije. Zelo veseli, da smo lahko del te skupine zelo biti povabljeni. Ko malo bolj zadaj stojimo, boš tako pomagal. Zdaj, naša vloga tukaj je ta, da že vrsto let sodelujemo tudi z Združenjem Dlan, z Zvezo slepih Slovenije in tudi poteka en določen projekt, v katerem bomo skupaj pomagali Zvezi slepih Slovenije pri nakupu stroja za tisk informativnih tablic za branje vrstici. In to je ravno ta ideja, da se bo tudi na tem, tej poti, ki se gradi in ideja je zelo zanimiva, ker bo združevala več skupin, ki to potrebujejo, označena drevesa tudi z jezikom oziroma z
z informacijami, ki so za njih potrebne. Veseli me, hvala lepa tudi algoritmu, da nas je pogovarjal zraven in vsem vam poželim še lep dan. Portali dodatnega dela in v bistvu samo oklepljeno naše obstoječe poti, naše obstoječo ponudbo za tiste skupine obiskovalcev, ki obstoječe v bistvu tudi brez prilagoditve ne morejo uporabljati. In sem pravzaprav z vsak povežen tudi s skupini, ki je pravzaprav zbrala skupine informacije, ki nam dajo napote, kako morajo biti poti opremljene, ki morajo ostati klopi, kakšen mora biti dostop do okolice dreves in podobno. Skratka, mi se tukaj dejansko učimo in to zaenkrat deluje na etični pogon, in to smo deležni, ampak v vsakem primeru je en korak, mora biti prvi in mislim, da ga v tej smeri delamo. Zdaj, mogoče je rekel samo to, da je tudi ministrstvo nekako letošnje leto pozvalo javne ustanove, da prilagodijo svojo dostopnost ljudem z oviranostmi. In med investicijami, ki smo jih ponudili v izvedbo Ministrstvu za kulturo, ker naše investicije so zelo pomembne, kaj ne rečem, tisti, ki odkremo šniček za gradnje. Skratka, imamo pripravljeno projekt za preureditev kurilnice pred steklenjakom za hredenje in kaktusi. Skratka, ta dva prostora, ki so celo leto na uporabo, so zaenkrat invalidom na vozički, pa tudi malicam za otroki nedostopna, ker pač ni količine in s to preureditvijo, ki bi ostala znotraj obstoječih temeljev, je pač odprli en del naše celovidne ponudbe tudi tej skupini obiskovalcev. Smo že začeli, to ste ga predstavljali, gospa Čudaša Travnika, Travnik je v bistvu del teh programov, sicer za določen del ljudi, ampak vseeno. V bistvu smo zelo veseli, da imamo toliko obiskovalcev, kot jih imamo celo leto, ki vsi skupaj prispevajo in del, da so vsi ti novi programi lahko zaživijo in tudi živijo. Prej pozabil predstaviti, ja. V letošnjo leto je že 33 letov, ko propagiramo pomladansko razstavo tulipanov. Seveda, moram reči, da sem 33 let več tudi tuno, ampak na začetku je bila ta razstava čisto nekaj drugega, bilo je nekaj tulipanov, seveda, ker smo pa še vedno v vsem času imeli vedno največ tulipanov, je bilo to tudi zelo pomembno za naše obiskovalce in začeli so hoditi k nam, nas obiskovati. In potem je ta tulipan postal tako malo neprijazen do nas. Nikoli nismo točno vedeli, kdaj bo cvetel. Mi si vedno želimo, da cveti za prvomajske praznike, ampak se veste, včasih je to bilo 3 tedne prej, včasih pa tudi malo zamujal. Tako da smo potem v zadnjih letih razmišljali, da v bistvu samo tulipan ima veliko svojih spremljevalcev in to takih letih spremljevalcev, tako da smo v sam palc začeli zasajati in tudi obiskovalce navaja, da je pomlad v Govetu nekaj, kar je vredno si pogledati. In v tej pomladi je seveda, hvala vam vsem, ki ste že pisali o naših kavoncah, to je že bilo res veliko odziv, da se v Govetu začenja z pomladnimi čebulicami, ki ni treba posediti, ampak jih samo vzdržujemo. In to so bile kavonce in res zelo veliko ste o tem povedali javnosti in obiskovalci so bili tudi navdušeni. Pa nepozemnik je stvar, ki je bila v januarju in februarju zelo zanimiva, lepa in smo veseli, da to tudi pri nas imamo. No in zdaj prihajajo narcise lepo zelo zgodaj, že v začetku marca so bile prve, imamo jih okoli 1 milijona. Narcise so zelo fajn, ker cvetijo več let, mi pa vsako leto tudi dosajamo, s tem dosajanjem dosežemo, da cvetijo daljše obdobje. Poleg, ko smo pa prej videli, to so cele poljane, narcis imamo nekih 4-5 velikih poljan, narcis kar nekaj hektarov letih in so različne sorte, se postopno odpirajo in res naredijo lepo kuliso. Lahko še bi že tukaj povedala, da na okoljavci vedno zavidajo to kuliso z zasneženimi Alpami zadaj. Oni res imajo polja, tulipanov, tudi narcis in ostalih čebulic, ampak takega lepega, nenarjenega posnetka si pa težko privoščim, ker ga v bistvu nimajo. Hotela sem iti nazaj, da pokažem eno prvih novosti letošnje pomladi in sicer je to labirint cvetja. To so nekoliko dvignjene interjere oziroma dvignjena konstrukcija, kjer lahko sedimo in smo s cvetom iz oči v oči, gledamo, občudujemo, vonjamo, skratka res je to doživetje
za večje doživetje obiska parka, ker so res rastline z nami enakovredne. No, to je prva novost, predstavljamo, da se bo ves čas spreminjalo tam cvetje, da bo ves čas to lepo cvetoče. To, kar želimo poudariti, je tudi to, kar že imamo, mogoče malo premalo smo ponosni na to zbirko rastlin, ki jih imamo, in sicer pomladi so, ne samo na Japonskem, tudi pri nas so vse bolj zanimive cvetoče japonske češnje, jih imamo okoli 70 različnih, in ta je ena povešava ob francoskem parku, ena večjih lepotic. Tale drevored iz Prunospenzane zacveti čez kakšne 3 tedne, tako da je res neka taka posebna kulisa in razmišljali smo o tem, da bomo ljudi povabili na piknik pod cvetoče češnje. No? Ljudje, obiskovalci v vseh letih, naše obiskovalce seveda tudi spoznavamo, malo so se spremenile navade, kaj si obiskovalci želijo si lepih doživeti, želijo si lepih pogledov, lepih fotografij in seveda, da se v parku tudi imajo lepo in da v njem uživajo. Poleg magnolij so pa seveda velike lepotice v parku, kadar je leto dano, upamo, da letos bo tako, tudi magnolije. Magnolije še v bistvu še enkrat več kot samih japonskih češenj v parku. In jih imate tako od panoramske poti okoli francoskega parka, poseben je nov nasad proti Jelovi dragi in pa še marsikje se najde. Če pogledate tudi ljudi zraven, so to res velika drevesa, ki kot cvetijo so nekaj posebnega. Različne sorte, različne barve, od bele do vijolične, rožnate, skratka poudarjamo to pomlad z drevesi, z čebulicami in to je nekaj, kar si želimo, da bi ljudje spoznali, ne samo prišli pogledati tulipan, poljane tulipana, predvsem svojali se ne tulipan, ampak da bi jih očarala pomlad, ki je res, jaz vedno rečem, prav pomlad je pa preletimo, ker je toliko stvari na eni poziciji, da jih res ne pri nas, pa tudi kaj blizu od nas jih je težko najti. To je lanska modra reka tulipanov, narcis in modriščin tulic v gozdnem delu parka. Letos se Mateja, oziroma smo se z načrtovanjem še zelo potrudili, da smo čebulice nekako sadili v sklopu ostalih rastlin in pa v delih, kjer je mogoče malo več sence, da bo to cvetenje trajalo dlje in da bo tudi pravi čas še vse skupaj cvetelo. Tudi letos je sortiment tulipanov nekaj, kar imamo mi in obiskovalci radi. To so še določene kombinacije, ki so narejene in pa sorte za imeni in to je res lepo opazovati ljudi, ki si izbirajo, kaj jim je najbolj všeč. Lani je bil izgled tulipana, ki se je sorta, ki je lepa. Vsako leto je komu so obiskovalci glasujejo za drugo, so bili izbranec, druga sorta ali so polni cvetovi, nazobčani. Ta je pa enostavna oblika, vendar taka lepa sorta. Tudi to je stvar, ki je obiskovalci, kako z obiskovalci interaktivno sodelujemo. Seveda pa naš cilj so vedno zadovoljni obiskovalci in če iz parka odhajajo nasmejani, smo seveda zadovoljni tudi mi. In kot sem rekla, v parku je cvetje tisto, ki ga seveda ljudje radi, neka za populizem, mora biti cvetje, ki ljudje vedno vprašajo, kaj pa pri vas cveti, če nič ne bi cvetelo, jih najbolj tako število obiskovalcev ne bi prišlo v park. To je lanski zadnji del razstave, ko so še cveteli tulipani. No, to je pa spet en tak posnetek, ki bi jaz rada pošla vsem našim holandskim dobaviteljem in mi ga zavidajo ravno zaradi tega, ker je to posebna panoramska slika. Tudi sam tu z panoramsko sliko Alp ali pa za Pomšnik, čez hribom je nekaj, kar si ljudje to ne morejo privoščiti. No, seveda pa niso tulipani vse, kar v poletu imamo na tem programu, sledi pa kaj vse se bo dogajalo pri nas, poleg tega se še vedno kaj dodamo. Zelo pomembne so tudi potem prireditve z vrtnicami, mogoče potem omenjali letos prvič, imamo 12. aprila tudi zeliščarski dan. 12. aprila, ja, zeliščarski dan.
to je sobota, kjer bo zelo veliko raznih izobraževanj in pa delavnic na temo zeliščarstva, tako da tudi povabim na nekaj podobno prireditev. Potem imamo letos prvič tudi dan folklore v juniju, pa seveda vse odrečene zadeve, ki smo jih imeli tudi in so uspešne in jih imajo ljudje, obiskovalci radi, tudi še ponavljamo cel kup tudi izobraževanje, delavnic, vse to imate navedeno tu, še boljš pa je, da si pogledate sprotno našo internetno stran prireditve, kjer so aktualizirani dogodki, tudi če še kaj dodamo. Gostje, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani predstavniki Filatelistične zveze Slovenije. Zelo me veseli, da vas lahko pozdravim tudi v imenu Pošte Slovenije. In še posebej me veseli, da smo nekako tudi mi del te navdihujoče in zgodbe in zgodb Arboretuma Volčji Potok. Pošta Slovenije je danes pravzaprav most med digitalnim in fizičnim svetom. V času, ko smo priča eksploziji spletnega nakupovanja, smo tisti, ki vsakodnevno zagotovimo, da je več 100 000 pošiljk dostavljenih na pravi naslov. A vendar, kot zelo rada poudarim, je prav izdajanje poštnih znamk zagotovo naših najlepših poslanstev. Znamke so kljub svoji majhnosti namreč veliki promotorji naše države. Ostajajo zapisane v času, ne poznajo meja. In prav jutri izide znamka, ki jo posvečamo Arboretumu Volčji Potok. In zelo me veseli, da bo ime enega najlepših kotičkov Slovenije v svet podnesla prav nova poštna znamka. Naj povem, da nikakor ni samoumevno, da je nekdo ali nekaj upodobljeno na poštni znamki. Svoje mesto na znamkah si namreč zaslužijo res najpomembnejše značilnosti naše države, pomembne obletnice, zaslužni posamezniki in tako dalje. In prav zato, dragi Arboretum, iskrene čestitke. Za čisto vašo znamko naj vam bo v veselje in ponos, kot je v ponos tudi vsem nam. Kot sem omenila, znamka uradno izide jutri, izdajamo jo okoli s 25 znamkami, seveda tudi to znamko spremljata ovitek in žig prvega dne, ki bo v uporabi 14 dni. Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri izdaji in pripravi te znamke, še posebej seveda oblikovalki znamke gospe Svetlani Miljaševič in zelo me veseli, da je gospa oblikovalka tudi danes z nami. Hvala našemu današnjemu gostitelju Arboretuma Volčji Potok.